Podatki, ki jih je zbralo podjetje Luminate, kažejo, da prodaja albumov na gramofonskih ploščah narašča že 17 let zapored. V Združenih državah so lani prodali več kot 43 milijonov vinilnih albumov. Ti podatki pa kažejo zanimivo življenjsko zgodbo tega nosilca zvoka. Vinilke so lani v Združenih državah dosegle kar 43% vseh prodanih albumov na fizičnih nosilcih zvoka. Prvič v 35 letih pa so presegle tudi prodajo glasbe na CD-jih. Za zlato dobo vinilnih plošč so veljala zgodnja 80. Trend pa kaže, da so tudi v novem tisočletju izredno popularne. O razlogih za to dr. Drago Kunej z Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Ja, jaz mislim, da je več razlogov. Tisti audiofili ali pa tisti, ki nekako z enim drugačnim odnosom poslušajo ali pa tudi te medije spremljajo, enostavno rečejo, da so nosilci tudi zelo pomembni pri poslušanju glasbe. Torej, mislim, te zvočni nosilci, ne? Da je čisto nekaj drugega, ali ti pritisneš na tipkovnico pri računalniku in poslušaš nek posnetek, ali pa kot v primeru plošče, poiščeš ploščo, fizično pogledaš uvitek, ki ima veliko sporočilnost, in te izvajalci, kot vemo, so se precej ukvarjali tudi z uvitki, kako izgledajo in tako naprej. Vzameš ploščo, skrbno očistiš ali veš, kako jo prijeti, da ne bo še kaj poškodoval. Nenazadnje ta von plošče, ne. Kako jo potem daš na gramofon, očistiš, pripraviš ustrezno iglo in vse te stvari in potem prideš do zvoka. Zdaj, ta proces priprave do zvoka je tudi pomemben in ključno vpliva na neko dojemanje, razumevanje. Pri CD-ju je že bilo to mogoče malo manj osebno, čeprav CD je neka umestna varianta. Je pa bilo tudi takrat ob pojavu CD-ja, jaz se tega še spomnim, veliko dilem. Seveda, CD-ji so bili z kakovostno zvokom precej boljši, povprečje, če tako rečem. Veliko manj šuma, veliko lažje je bilo vzdrževanje tega. Promovirali so takrat celo kot neuničljiv medij in tako naprej. Vsekakor digitalni, dinamika krasna in tako naprej, kar še zmerom drži. Kljub temu pa so audiofili oziroma poznavalci nekako prisegali na gramofonske plošče kot nekako toplejši zvok, nekako prijetnejši, medtem kot naj bi bil ta digitalni nekako klinično hladen ali pa oster in tako naprej. Čeprav se rast prodaje vinilnih plošč umirja, je ta še vedno tudi po 17 letih opazna. Samo v Združenih državah je bilo lani prodanih več kot 43 milijonov vinilk, od tega jih je bila skoraj polovica kupljenih v neodvisnih trgovinah. Več kot polovica prodanih plošč je bila rockovskih, sledijo R&B in rap albumi. Še zanimiv podatek, le polovica kupcev vinilnih plošč ima po podatkih podjetja Luminate gramofon. No, tisti z gramofonom ali pa brez njega so lani največkrat kupili album Midnights, ki ga je izdala Taylor Swift. Ta hkrati velja za najbolje prodajan vinilni album od leta 1991 naprej, ko je podjetje Luminate začelo zbirati tovrstne podatke. Taylor Swift je to dosegla tudi s prodajo vinilnih albumov v različnih barvah. Na voljo so bili namreč v 4 različicah, ki jih je lani samo v Združenih državah prodala skoraj 1 milijon izvodov. V glasbeni zgodbi smo poslušali Taylor Swift, ki se je s prodajo vinilnih albumov Midnights zavrtela na prvo mesto prodanih vinilk v letu 2022. Podatki kažejo, da prodaja gramofonskih plošč narašča že 17 let zapored. Tudi v družbi Big Bang zadnje desetletje opažajo rast prodaje teh nosilcev zvoka. V pisnem odgovoru so sporočili, da so bili kupci pred leti osredinjeni predvsem na rock glasbo in ponovne izdaje kultnih albumov, vendar je trend hitro zajel tudi druge segmente. K temu je pomembno prispevala tudi sama glasbena industrija, saj si vsak izvajalec prizadeva, da poleg rednega albuma izda tudi vinilno verzijo.
V družbi Big Bang dodajajo tudi, da se je v zadnjih letih povečalo zanimanje za gramofone. Med domačimi izvajalci opažajo največje zanimanje za vinilne izdaje skupin, kot so Koala Voice Siddharta, Bigfoot Mama ter Vlada Kreslina in Iztoka Mlakarja. Povpraševanje po domačih vinilnih izdelkih opažajo tudi v ploščarni Big Nose, kjer sem povprašala po najbolj prodajanih ploščah preteklega leta. V preteklem letu od slovenskih izvajalcev na prvem mestu Klemen Trnov Style, na drugem mestu pa Širom, Utekočinjen prestol preprostih. Od tujih izvajalcev pa si delita prvo mesto Mac Miller Swimming in pa Notorious B.I.G. Ready to Die, na drugem mestu pa Fleetwood Mac Rumors. Kakšne zelo redke ali pa dosti redke klasike, ki se jih ne da dobiti kar tako ali pa mogoče sploh ne, se pa, ko pride do reizdaje, se iščejo zelo in se prodajajo tudi zelo, tako nekako. Tako Luka Jeločnik iz ploščarne Big Nose, v kateri je bila najbolj prodajana domača gramofonska plošča v preteklem letu, ponovna izdaja albuma Trnov Style. Z nje sledi Still Love Her. Sem hodil v srednjo šolo, smo se zajebavali, nič se nismo učili in ta stare zafrkavali. Vsak dan res... Klemen je lani ob 20. obletnici izida albuma Trnov Style tega ponovno izdal na gramofonski plošči. Čeprav podatki kažejo, da v Evropi po gramofonskih ploščah najpogosteje posega ljudje pri 40 in 50, vinilke kupuje tudi vedno več mlajših od 35 let. Zelo priljubljene izdaje so še vedno klasike, ikonične izdaje in ponovne izdaje starejše glasbe, a se trg vedno pogosteje usmerja k sodobni popularni glasbi. Za konec oddaje Glasbena zgodba pa si privoščimo še glasbo z albumom, ki velja za najbolje prodajen vinilni album vseh časov. Gre seveda za album Thriller, ki je bil samo na vinilu prodan v kar 27 milijonih izvodov. Gre tudi za najbolje prodajen album na katerem koli nosilcu zvoka. Z albuma sledi Billie Jean.